Povej mi, kako se je z Vid Jamnik kvartetom začelo, prosim? Ja, začelo se je z Vid Jamnik triom, zdaj pač kitarist in basist, ki sta člana Vid Jamnik trija. Sta moja sošolca na Koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu in mislim, da mogoče 2 leti nazaj smo prvič nastopili skupaj, oziroma bi naj nastopili tu na Ptuju, pa se je potem tisti koncert 2-krat prestavil. Ne vem, če smo ga potem na koncu sploh naredili, ker so bile takrat tiste toče in ne vem kaj vse, ampak smo potem uspešno nastopili na Miklavževem koncertu lani, ki ga prireja RTV Slovenija in Rotary klub Ljubljana. In potem smo začeli tam v bistvu bolj resno razmišljati, da bi naredili neko turnejo. In smo razmišljali, da bi še bobnarja povabili in zdaj Bernd Reiter, ki je zdaj nas razširil v kvartet. Ja, z njim sem že prej dosti igral, pa je tudi dosti zaslužen on za napredek moje glasbene poti in tega, pa se mi je zdaj odlična odločitev in ja, je odličen bobnar, vsekakor in smo zelo veseli, da se nam je pridružil. Kakšno glasbo pa igrate? Mislim, je to avtorska ali mogoče igrate kakšne priredbe? Ja, tudi avtorske, čeprav še jazz standarde in jazz originale. Ja, to je to. Kdo pa piše recimo avtorsko glasbo, ti ali vsak malo? Ena skladba je moja, 3 pa so od našega kitarista. Nekje na internetu sem prebrala, da so te označili za čudežnega dečka. Kako to komentiraš? Ja, seveda mi laskači, če me kdo tako kliče, ampak ne vem, sicer pa ne mislim ravno, da sem neki čudežni deček, ker sam si to predstavljam, da se človek rodi z vsem znanjem že in da mu ni treba nič delati za to, ampak mislim, da sem sam kar dosti mogel vaditi in delati za to, da zdaj lahko tako igram, kakor igram, čeprav vseeno ne mislim, da se ne tretiram kot nek čudežni deček, kot nek vrhunski glasbenik, pa nekaj. Še delamo na tem. Kako, da te je sploh tak inštrument navdušil, ker ponavadi ni ne vem kako popularen med glasbeniki? Ja, res je, tudi med vokali samimi. V bistvu se zelo malo ljudi odloči v nižji glasbeni šoli za ta inštrument, ker večina pač želi bobne igrati in jim je tole pač morajo ta inštrument tudi igrati, čeprav se ne želijo. No in tudi sam sem se v nižji glasbeni šoli srečal s tem inštrumentom, sicer ne takoj na začetku, pač ker se začne z malim bobnom, potem s kompletom bobnov in ksilofonom, nato je šele prišel vibrafon, ampak mi je bil, ne vem, zvok vibrafona mi je bil vedno všeč in sploh pa potem, ko sem ugotovil, da se zelo, še vedno ne pogosto, ampak izmed melodičnih vokal ne bo pogosto pojavila v jazzu, pa me je tudi jazz hkrati navdušil, pa je bila odlična kombinacija, no. Sem zelo vesel, da sem se za to odločil. Zdaj povej mi prosim še, kako tvoj teden poteka. Slišala sem, da si od ponedeljka do srede v Celovcu, od četrtek, petek pa na gimnaziji. Je to res? Kako to sploh kombiniraš skupaj, no? Ja, je še kar težko, no, ampak gre. Čeprav tudi ta četrtek, petek, ki naj bi bil na gimnaziji, so ponavadi kakšne vaje, kakšni koncerti, tako da niti toliko v navadi nisem na gimnaziji, ampak smo se res super dogovorili z ravnateljem in vodstvom gimnazije, da je v bistvu konzervatorij mi prva šola in lahko zdaj tudi 2 letnika gimnazije delam 3 leta, oziroma nimam nekih časovnih omejitev s konferencami in tem, tako da res najlepša hvala vsem, ki so to omogočili, da je tako.